Lepo zdrav, ker toliko naših gostov, med njimi so bili že tudi zdravniki, ki so se odločili za holistični pristop, govori o tem, da je potrebno torej težave reševati celostno in odpraviti vzroke in ne zgolj simptome, zaradi katerih je bolezen nastala. Smo v studio povabili diplomirano sinologinjo, politologinjo, tudi akupunkturistko, ki vodi enega večjih centrov kitajske medicine pri nas, to je gospa Maša Maruša Cvelbar. Zanimajo me, ali so torej kakšne razlike med slovenskimi in kitajskimi zdravniki in ali v Sloveniji dejansko dobimo tisto pravo kitajsko oskrbo. Tako da te stvari me bodo zanimale. Pozdravljeni. Dobro jutro. Dober dan. Hvala za vabilo v studio. Kako je s tem? A imamo torej pri nas točno takšno oskrbo, kot jo imajo na Kitajskem? Pravzaprav ne, zato ker se že s študijem kitajske medicine se razlikuje. Na Kitajskem zdravniki študirajo kitajsko medicino 5 let, potem sledi specializacija, stažiranje in to je lahko kar dolgotrajen proces. Tudi kitajska medicina je v bolnicah, ogromnih bolnicah, kjer se združuje kitajska in zahodna medicina in se kombinira zato, da bi pač se dosegel največji efekt, učinek zdravljenja, se kombinirata obe medicini. Tako da je zelo, zelo povezano in združeno in pacient ima veliko več od tega. Ko ravno to me zanima, omenili ste, da se pač kombinira ta medicina, zahodna in vzhodna, se dejansko tudi na Kitajskem poznajo raka in celo grejo, v bistvu začnejo, kot sem prebrala, v bistvu zahodnim pristopom in ga nadgrajujejo z njihovima. Kako je s tem? Tako je, oboje je možno. Velikokrat po radio in kemoterapiji se telesu pomaga, da se vzpostavi spet ravnovesje z zelišči. Zato, ker telo je takrat zelo pravzaprav izgorelo, če pomislimo radioterapija. In ravno zelišča so tiste, ki lahko vrnejo to vlažnost telesu, krepijo kri, ki je oslabela in se lahko na zelo nežen način dosti pomaga. Seveda je odvisno od primera do primera, se pa včasih tudi uporablja samo kitajska medicina, samo večinoma se kombinira. Omenila sem, da vi vodite prav center kitajske medicine. Kako pa to, da v bistvu vas je sploh pritegnilo to holistični pristop in prav vzhodno zdravljenje? Ja, to je kar že dolga pot. Jaz sem začela z študijem kitajskega jezika, potem sem živela na Kitajskem, sem šla na nekatere tečaje kitajske medicine in potem sem prevajala kitajskemu zdravniku v Sloveniji, na kar sem pač začutila, da bi lahko jaz tudi to počela. Sem povabila kitajsko zdravnico, sem odprla pač prvo ordinacijo in začela tudi sama študirati na Nizozemskem akupunkturo. Zanimivo. Ampak ste omenili ravno zdravnico, ona v bistvu, ne vem, kako se izgovori, doktorica Feng Ling, ima na Kitajskem status najvišjega ranga zdravnikov, in ta je v Sloveniji. Ta je v Sloveniji. V bistvu vsi naši starejši zdravniki so upokojeni zdravniki, ki so na Kitajskem delali 25-30 let in v tem procesu se ves čas doizobražujejo in imajo izpite. Tako da počasi raste njihov status na Kitajskem znotraj njihovega medicinskega sistema. Tako da v bistvu ona je pač ima najvišji rang, ker je bila predstojnica tudi oddelka za akupunkturo in to je pač pišejo neki licenci in so zelo, zelo izkušeni. Pa ali imate še tudi ostale, ker so res dejansko strokovnjaki na svojem področju. Izredna profesorica je ena izmed njih, fakultete za tradicionalno kitajsko medicino, delala celo v Afriki, potem imate še ostale, Ja, zelo, zelo zanimive zgodbe imajo. Glavno je to, da imajo toliko veliko izkušenj in toliko veliko izobrazbe. Take izobrazbe se na Zahodu ne da dobiti. Nažalost, v Evropi obstaja samo v Angliji redni študij, da greš študirati kot študent in je to traja 4 leta. Sicer so pa več ali manj kurzi, kar ni dobro, ker pač to je medicinski sistem in zahteva ogromno študija in prakse. Res je, ja. V redu. Kako pa se vi potem lotite nekoga, ki bi mu prav prišel holističen pristop? Kdo k vam pride? S kakšnimi težavami? Zelo različno. Škoda je, ko pridejo tisti, ki
ki več nimajo možnosti ali so že nekako vse sprobali in potem se obrnejo na nas. Škoda, zato ker kitajska medicina je zelo močna in lahko zelo pomaga na zelo nežen način, ker je holistična. In tukaj ni nobenih agresivnih terapij in stranskih učinkov, zato ker to bi bilo v nasprotju z filozofijo kitajske medicine, kjer se skuša ravnovesje vzpostaviti v telesu. Ravnovesje s terapijami, zato da se potem telo samo pozdravi. Telo ima to sposobnost, da se pravzaprav samo pozdravi. Potem bi morali se naučiti holistično pristopati. Kaj pa je sploh v bistvu holističen pristop? Holizem je v bistvu na večjih nivojih. Ni samo to, da povezujemo bolezni z čustvi, torej da je nek čustveni stresni dejavnik povzročil bolezen. Tudi to. Tako da pri nas štejemo, da vsak organ na njega vpliva prav določeno čustvo, recimo na ledvica strah. Ampak poleg tega in v telesu so druge povezave z ledvicami. Recimo na glavi najdemo tudi povezave z vsemi notranjimi organi. Recimo ušesa so povezana z ledvicami. Tako da pogosto, kadar smatramo, da je recimo šibkejša ledvična energija in funkcija ledvic, pogosto takim ljudem tudi velikokrat piska v ušesih, ali pa slabše slišijo, zato ker ledvična energija z leti upada in to se pozna na ušesih, slabše slišimo in na kosteh, ki je tudi en organ, ki je povezan z ledvicami, ki so vedno bolj porozne, osteoporoza in tako naprej. In pa recimo z lasmi so tudi povezane ledvice in pobelijo se lasje s starostjo in ko gre naša vitalna energija nadol, gre pravzaprav ledvična energija in delovanje nadol in Kitajci zaradi tega želijo v bistvu vzdrževati energijo ledvic, da so čim dlje mladostni. Koliko vprašanj imam za vas, ampak veste kaj, prav razveselili ste me, ker sem rekla, ali lahko date našim gledalcem kakšen popust, zmeraj vse plačujemo tako, pač po polnih cenah, pa sem rekla, če že pridete, ali lahko date, ker je december zdaj, kakšen popust in ste res pripravili v bistvu bone, in to lahko povemo, dragi gledalke in gledalci. Torej, če želite, se lahko tudi sami prepričate v bistvu sam holističen pristop tradicionalne kitajske medicine. Torej, bova povedali, kje vse imate vaše centre, ampak vi torej podarjate zdaj bone. Boste kar povedali, kaj konkretno podarjate našim gledalcem? Torej, dva bona sta in za našo bolj ugodno ceno. Za našo novoletno ponudbo smo v bistvu omogočili zelo dober popust. Skratka, oba vključujeta 3 stvari, ki skupaj naštejo po redni ceni 90 €. Ampak zdaj mi omogočamo cel diagnostični pregled pri zdravniku kitajske medicine. Eno 30-minutno terapevtsko masažo pri zdravniku za ortopedijo, ki pri nas dela, in eno akupunkturo omogočamo za 40 € namesto za 90. Tako da mi želimo, da pač ljudje kupijo in podarijo svojim bližnjim nekaj za novo leto, nekaj zdravega. Ali pa sebi. Imate idealno priložnost, mislim, grafika je že izpisana v bistvu na zaslonu. Namesto 90 € lahko zdaj imate torej različne, torej diagnostični pregled, masažo in akupunkturo za 40 € in potem... Oziroma za tiste paciente, ki k nam že redno hodijo, smo omogočili, da ima 3 terapije, ki so sicer 90 € po 50 €. Če pa so novi pacienti, imajo pa 2 terapije in diagnostični pregled enako 59 €. Torej, tole boste ves čas imeli zapisano tudi na zaslonu in lahko izkoristite to priložnost in pokličete na 01 589 6636. Lahko pa samo pustite tudi vaše podatke, pa vas bo naša gostja po oddaji poklicala. Če imate kakršnokoli bolezensko težavo, stanje, pa se lahko pogovorite, kako vam lahko to pomaga in dobite prav tako po tej ceni, tudi če vas pokličajo. Res je, lahko pokličajo po oddaji, sem pripravljena odgovarjati na vprašanja, ker je tega toliko veliko, mi dve nimava zdaj časa še za vprašanja, ker je kitajska medicina toliko bogata, da... Res je, že tako ali tako ne moremo vse v pol ure povedati, pa če še klice sprejmemo, potem res nič ne ostane od pogovora. Tako da torej izkoristite telefonsko številko, številka je pač navaden telefon, 01 589 6636, lahko pustite samo vaše podatke oziroma telefonsko številko in vas naša gostja pokliče. Seveda pa lahko izkoristite torej res ugodno priložnost, ki vam jo je podarila. Imamo torej bone, zapisano bo tudi na zaslonu, kaj konkretno dobite za določen znesek. Namesto za 90 € imate lahko torej diagnostični pregled plus 2 terapiji za 59 € in pa potem še 3 terapije akupunkture ali diagnostični pregled in 2 terapiji. Tako da
Ste kar dodali v bistvu našim gledalcem, da lahko imajo? Letos smo se zelo potrudili in smo pač omogočili take lušne pakete. Mislim, da se splača izkoristiti, ker pač te zdravniki so fenomenalni. Jaz sem študirala na Nizozemskem in imam kar dosti izkušenj z kakšnimi zdravniki delajo v Evropi. In mislim, da imam srečo, zato ker sem pač sama študirala kitajščino, da sem imela kontakte na Kitajskem, da sem se povezala z njimi, ker oni imajo v bistvu že kar dober standard in ne bi kar tako prišli v Evropo. Oni so že upokojeni, 3 od 5 naših zdravnikov so upokojeni. In pa potem zaradi zaupanja, ker so slišali o nas, da smo v redu, so prišli in pač na ta način še delajo in še so si prišli pogledati Evropo. Se res, ja. Vmes sem še pozabila omeniti, torej imate še masaže in akupunkture za 40 evrov, tako da namesto pač navadne cene oziroma tiste redne imamo zdaj popust. Če smo omenili torej sam ta holističen pristop, ali lahko pogledava zdaj preko video, kaj konkretno pomeni, da si bodo naši gledalci lahko sploh predstavljali, kaj se dela pri kitajski medicini? Bomo pogledali video? Konkretno, kje pa vas dobijo? Kje so vaši center? Naši centri so v Ljubljani, v Novem mestu in Novi Gorici. V Ljubljani to je Novo mesto. Novo mesto, to je ordinacija Novo mesto, ja. Tam dela zdravnica iz Hongkonga, ki je odlična za zeliščno medicino. Fajn je, ker je pač diagnostični pregled in potem naredi načrt zdravljenja. Ni kar neki, me želodec boli in bom vzel eno zdravilo, ki je splošno znano za želodec. Ne, to je čisto individualno in glede na to, kakšno stanje ima določen pacient v telesu. Nič ni splošno. To se res posveti pacientu, naredi zelo zanimiv diagnostični pregled, napiše si kartoteko za vsak pregled, vse akupunkturne točke, ki jih je uporabljala in vsa zelišča, če so bila tudi zelišča. Pregledi so zelo zanimivi, ker oni tipajo puls na roki in pogledajo jezik. In to so take metode, tukaj se vidi, tudi pogovor je zelo pomemben. Metoda puls diagnostike si lahko predstavljamo 500 let nazaj, ko ni bilo laboratorijev in se je bilo treba orientirati glede na zunanje znake telesne, kaj se v telesu dogaja. In kitajska medicina je to zelo dovršila in nadgrajevala in pravzaprav nikoli se ni ustavila kitajska medicina, ker tudi pri nas je bilo veliko znanja. Samo v srednjem veku se je to izgubilo. Tako da tukaj tipa in vsaka 3 prste ima na zapestju in pod vsakim prstom lahko tako rečem je kakor 1 oziroma 2 organa. Vem, da so za njih pomembni tudi nohti, tudi tam se odražajo bolezenska stanja, tako da to še sem prebrala. Vsi zunanji znaki so odraz našega notranjega stanja, ravnovesja oziroma neravnovesja. Tako da tudi jezik. Jezik je še bolj pomemben, jezik se veliko bolj analizira, jezik veliko v prebavnem sistemu, pa tudi v drugih stvarih. Prebavni sistem je pa tisti, na katerega mi edino lahko vplivamo. Zato, ker recimo mi jemo vsak dan, jemo pa potem recimo, če se še sprehajamo, hodimo, športamo ali počivamo, dobro spimo, to je vse, kar lahko naredimo, pa da smo psihično umirjeni. Torej, kar jemo je zelo pomembno in zato moramo imeti dober fit prebavni sistem. To je vse, na kar lahko pravzaprav vplivamo. Ostali procesi se potem sami odvijajo znotraj telesa. Eno vajo bova potem pokazali za prebavni trakt. Tole je pa v bistvu notri ustavlja goreč pelin oziroma cigaro, ki tli in je iz pelina, divjega grenkega kitajskega pelina. In to ugreva, s tem ugreva akupunkturne točke in s tem dovaja toploto v telo in na ta način tudi vpliva, da aktivira cirkulacijo krvi, energije in samo delovanje določenih organov. Tako da ta toplotna terapija je zelo, zelo zanimiva in zelo simpel, vsak bi jo lahko doma pravzaprav izvajal. To taka zelišča imamo, to so prehranska dopolnila, kjer so formule, zeliščne formule notri. To so splošne, klasične formule. Zdaj na Kitajskem pa recimo greš z receptom v lekarno in ti namešajo surova zelišča, ki jih potem vreš doma, narediš si zvarek in jih piješ. Samo tisto je zelo težko zapiti, precej grenko ali pa groznega okusa, tako da tele tabletke so prav super. Veliko imamo tudi člankov na internetni strani, se da kar veliko prebrati.
Ne, vaše zdravniki so res, sem že videla v časopisih, zelo veliko pa svetujejo, tako da ja, sem pogledala vse te članke, dostikrat zasledim, tako da zdaj vem, kam pašejo vaš kitajski center medicine. Zdravniki so fenomenalni, prav tako prevajalke. Vsi naši zdravniki jih spremlja prevajalka ali prevajalec. Torej, ko pride pacient k nam na obisk, na pregled, na zdravljenje, je ves čas prisoten tudi prevajalec, ki je diplomiran sinolog in je specializiran za to medicinsko terminologijo. In luštno je zato, ker pač pacient dobi dvojno pozornost, če jo želi in se res dobro počuti in na ta način tudi razume z zdravnikom. To je dr. Xu, naša zdravnica v Ljubljani. Ja, kitajska medicina v bistvu ima že tisoče let empirične dokaze, kako povrniti zdravje, ohraniti tudi mladosten videz. Ja, seveda, to je medicinski sistem, ki se razvija že dolgo in pač dokaz za kitajsko medicino je to, da se jo uporablja že toliko 100 in 100 let in ljudje imajo koristi od tega. Tako da oni dejansko tudi delujejo na meridijane, na energijo v telesu, smatrajo, da vsak organ ima svoje osnovne funkcije in pa poleg tega ima svojo energijo. In ta energija se vsa pretaka po telesu in mi moramo vzpostaviti možnosti za ta pretok. A to kaj boli? Ne, to se samo prelepi na kožo, ker ona ustavi notri plamen najprej in noter se ujame topo zrak in ker je topo zrak, posrka ves kisik in zaradi tega nastane vakuum. Tako da je pravzaprav zelo prijetno. Temu se rečejo ventuze. Ventuze. Pogosto se uporablja, če je preveč vlage in mraza ujetega v telesu. Oni smatrajo to kot boleznotvorni dejavnik, patogeni dejavnik. Vlaga, mraz, veter, vročina. Če tega preveč v telo udrlo od zunaj, potem treba to spraviti nekako ven. Tako da uporablja se za te stvari, uporablja se za bolečine pri športnikih. Ravno zdaj na olimpijskih igrah je bil en znamenit članek o enem športniku, plavalcu, ki je imel hrbet tak mal modrikast od teh kazarčkov. A to je bilo to? Ja, se spomnim. In oni uporabljajo pač za krepitev in tudi za protibolečinsko se veliko uporablja. Ali je dovolj potem ena terapija ali jih je potrebno več, odvisno od telesa? Odvisno od posameznika, od posameznega pacienta. Ponavadi je potrebnih 6 terapij. 6 terapij. Ja, v povprečju nekje. Nekateri pa samo 3, nekateri pa tudi 10. Odvisno, če pride nekdo po paralizi obraza, po kapi, bo seveda rabo bolj redno terapijo, pa več jih bo potreboval. Tako da lahko pridejo tudi vsak dan. Torej, omenila sem že, da nas lahko pokličete, tudi našo gostjo, seveda po oddaji vam bo vrnila klic in se z vami tudi osebno pogovorila na 01 589 6636. V času trajanja oddaje, tudi drugega dela, pa imate možnost, da lahko namesto redne cene dobite res izvrsten popust, vse pa je tudi zapisano na zaslonu. Ali še pogledava kaj pri videu, je še kaj takšnega, da bo zanimivega za naše gledalce, ali lahko greva? Aha, jezik, ne? Jezik, ja, recimo odtisi od zob na straneh jezika pomenijo, da naš prebavni sistem ne dela najbolje. Ja, potem preveč obloge na jeziku, to vsekakor ni dobro. Samo naša prehrana je taka na zahodu, jemo veliko mlečnih izdelkov, sir, sploh težka hrana, veliko sladkarij, mesa, tako da to vse obremeni prebavni sistem in smo pravzaprav zasluzeni, kakor je to popularno zdaj se reče. In veliko se dela na prebavnem sistemu, da potem, ko on dela normalno, lahko iz hrane mi šele črpamo hranilne snovi, jih pretvarjamo v kri in energijo. Torej, prebavni sistem je res alfa in omega kitajske medicine in zdravniki poskušajo najprej odpraviti vsa neravnovesja na tem področju. Ali lahko za naše gledalce v bistvu poveste oziroma pokažete primer, kako si lahko sami že doma pomagajo, kar se tiče prebavnega trakta, ali še morava komentirati? Ne, lahko pokažem, je najbolj znana točka pravzaprav, ki obstaja, je na meridijanu želodca, se imenuje želodec številka 36, kar ni pomembno pravzaprav. In če masiramo te točki, vplivamo, tukaj pod kolenom, pa še bolj natančno pokazali, kako se jih najde. Sta majčkeno boleči, tako da se jih da poiskati.
če masiramo dnevno te 2 točki, pravzaprav vplivamo na cel naš prebavni sistem. Vsak dan, koliko časa pa? Lahko vsak dan masiramo, ko imamo čas, lahko 3-krat na dan, lahko kadar smo bolj izčrpani in s tem pomagamo, da naš prebavni sistem bolje dela, da dobimo več hranilnih snovi iz hrane, boljšo kri, več energije. Je pomembno, v katero smer sučemo ali nekaj, pri njih je to... Skratka, tukaj pod kolenom, tukaj imamo 2 luknjici. In na tej zunanji luknjici postavimo naše 4 členke od roke na zunanjo luknjico, navzdol in v bistvu pod tem je ta točka, samo da je mečken naven, še naven, recimo za en prstek mal naven. In tukaj recimo lahko kar se konkretno primemo, ne se šparati, ker če je prenežno, ni efekta. Seveda se pa ni treba poškodovati, da imate modrice. Če bi imeli modrice, je že to spet en simptom, ki kaže na slabše delovanje vranice v kitajski medicini. Ja, hitro, če kdo hitro ima modrice, pomeni, da kri ni v žilah in to je spet holistično, zato ker po naši logiki vranica, njena energija vpliva na to. Če že zdaj spremljate našo oddajo, si zdaj masirite zraven naju, ne? Izkoristite to priložnost in naredite 2-krat dobro delo, ne? Dajte si masirati to 3-krat na dan, to je za vitalnost, za boljšo kri, ni da ni, ker pač naš prebavni sistem je osnova. Oni to počno? Ja, počno, zavedajo se, recimo, kolikor je kdo priden, se veste, posod so ljudje taki, ki so bolj vesni, pa manj vesni. Imate prav, ja, to je res. Ampak več informacij dobite tudi na spletni strani www.centertkm.si, tako da tam imate, kot ste zdaj lahko slišali, prav priznane zdravnike kitajske medicine in v času trajanja oddaje tudi drugega dela pa imate posebne popuste, če naročite ali masažo, akupunkturo, preglede, namesto redne cene imate zdaj ekskluziven popust, tako da lahko pokličete, izkoristite ali za vas ali pa ne. December je in včasih res zadnje trenutke, potem kupujemo darila, pa naj bodo to, kot ste omenili, ali sladkarije ali kar nekaj, ne? Pa če se že zdaj poglobimo, kaj bi nekomu prav prišlo, da ima problem? Na Zahodu se zelo malo pozna kitajska medicina. Čeprav v Ameriki je to res že zelo, zelo razvito. Pri njih pravzaprav niso pričakovali, da bo tak vzpon imela kitajska medicina, kot ga ima. In na nivoju študija, in na nivoju pač terapij. Tako da oni imajo kompletno vse. Na vzhodu pa itak jasno, da se ta medicina kombinira z zahodno medicino in recimo za prehlad ne bodo jemali protivnetnih, protibolečinskih tablet, ampak bodo raje nekaj vzeli, kar telesu res povrne ravnovesje in ga ne obremeni z dodatnimi zadevami, ki potem jih morajo jetra in ledvica še iz telesa spraviti. Zdaj močno pritiskam, tako kot ste rekli, in mene v bistvu bolj boli desna stran. To ni enako. Ali to kaj pomeni? Dostikrat nas pacienti vprašajo, zakaj pa na tej strani bolj čutim, recimo, če dobijo akupunkturno iglico v točko. To ni nič narobe, pač pravzaprav nič ne pomeni. Nič ne pomeni. Zdaj bodo prehladi in ta obolenja, tudi bronhiolitična. Ali lahko tudi že vemo kaj takega, da se naučimo, kaj spet lahko delamo? Ja, zelo naši pacienti dobijo v čakalnici veliko takih letakov, recimo zdravljenje prehladov, prehranska terapija, potem tam oksibustija, ogrevanje točk. In ta zdravljenje prehladov je zelo praktičen, ker razloži ljudem, da se loči v osnovi 2 vrsti prehladov. Zakaj se prehladimo? Zato, ker pač udre mraz in veter v naše telo, recimo. Ali pa zaradi tega, ker imamo šibek imunski sistem in to se potem še hitreje zgodi. Torej, osnovni prehlad v kitajski medicini je vdor vetra in mraza v telo. Simptomi so taki, da nas ponavadi zebe, glava nas boli. Grlo imamo. Potem je pa drug tip prehlada, ki se ga čisto drugače zdravi. Je pa tak, da se ta prehlad veter mraz recimo pretvori v vročino. Ali pa je že v osnovi res bolj vročinski prehlad. Skratka, drug tip prehlada pa rečemo mi temu veter vročina. In tisti prehlad je pa tipični znaki so boleče grlo in vročina. Recimo bolj suho blato, zapeka. Take znaki, kjer je
jasno, da je preveč vročine v telesu in zaradi tega manj vlažnosti. In kaj naredimo torej, kaj lahko naredimo sami zdaj doma, da se še kaj naučimo? Jaz si masiram zdaj za prebavni trakt. Pri obeh prehladih je pač priporočljiv ingver, lahko si delate ingverjev čaj, recimo par rezinic ingverja se prelije s kropom. Razen, ko je res velika vročina in visoko vnetje, mislim, zelo boleče grlo. Takrat pač ingver ne uporabljamo, zato ker ingver greje. Mi vsako živilo ločimo po temu, a greje, ali hladi, ali je neutralno. Tako da nek pacient, ki ima že preveč mraza v telesu oziroma je njegova yang, toplota v telesu, ta osnovna topla energija šibka, tistim ljudem bomo svetovali bolj topla živila. Živila, ki ima toplo energijo, ki grejo. Vsi vemo, da kumare hladijo, poleti jemo kumare in to je recimo živilo, ki hladi tudi notranje, ni samo v tipu hladno, o tem govorim. Zanimivo, vse se lahko naučimo. Torej, če imate kakršnokoli bolezensko stanje, tegobo, lahko pokličete na našo številko in seveda vas bo naša gostja poklicala nazaj. Sicer pa izkoristite to priložnost in kot vidite, imate lahko diagnostični pregled, masažo in akupunkturo za namesto 90 € za kar 40 € tekom časa trajanja oddaje in tudi drugega dela. Tako da ja, pokličite na 01 589 66 36 ali pa pustite svojo številko, pa vas naša gostja pokliče nazaj. Ali pa 3 terapije akupunkture ali pa diagnostični pregled in 2 terapije akupunkturi za 59 € namesto za 90. Jaz si še kar masiram. Izkoriščam zdaj oddajo vaše. Pridna ste. Upam, da tudi naši gledalci, da v bistvu, če že sedijo, da izkoristijo in če se že kaj naučimo. Zdaj bom pokazala še eno točko, ki je zelo priporočljiva za prehlade ali pa za bolečine. To je? Torej, še da povem o prehladih, pri nas tudi svetujemo potenje, zato ker prehlad to pomeni, da je nekaj vdrlo v naše telo, recimo veter, mraz, vročina ali pa vlaga. In zdaj to je treba po kitajski logiki ven spraviti, ampak ne z krepitvijo. Med prehladom ni priporočljivo, da se krepimo. Torej, vse meso odpade. Lahka živila, ki ne krepijo, ker če ne ta prehlad še bolj potisnemo globoko, te dejavnike, ta mraz in vlaga, se vsi že govorimo o zasluženosti, to še bolj se odre globoko v naš sistem in povzroča nove težave. Zato Kitajci zelo veliko poudarka dajo na to, da se to ven spravi in potem je izmed takih načinov, tudi akupunktura. Recimo jaz zdaj v zadnjih 7 letih nisem bila več kot 2 dni prehlejena. Zato, ker sem šla hitro pokazati našim zdravnikom jezik in simptome in so mi pač naredili ustrezno terapijo, zdaj imam pa že doma pač te naša prehranska dopolnila, že vem, katero je primerno za kater prehlad in noben ni več kot 2 dni bolan, to se mi zdi velika prednost. Torej, prehranjevanje, pravilno, potenje, pa morda tale točka na roki, kot sem rekla, ki je protibolečinska točka, tukaj se nahajam in pa zelo lepo pospeši cirkulacijo v telesu. Skratka, mi želimo, da nam kroži kri in energija. To je osnova. Mi vedno rečemo, so blokade. Pravzaprav ni kroženja, je nepretočnost. In ta točka sproži pretok v telesu. Kje? Tale. Ali lahko vam bo... Skratka... Med rokami? Če gremo dol po kazalcu, se nekje kazalec in palec stakneta kosti. Ampak to je malo više gor na kazalcu še. Med palcem pa kazalcem vmes. V tem spletu med kazalcem pa palcem pritisnite fino in boste začutili tisto, kar je najbolj boleče, je ta točka. Boli, ne? Ja, boli, ja. Samo to je dobro, da jo vsaj najdeš. Skratka, tole, če pritiskate, pomaga proti prehladu, pomaga protibolečinsko, se uporablja zelo veliko kot anestetik na kitajskem. Če so bolečine, se ta točka na obeh straneh, na obeh rokah pritiska, še boljše je akupunktura, ima večji učinek. Deluje tudi na obraz in na glavo, tako da če so migrene ali težave z obrazom, bolečine v obrazu z glavo, je to direktna povezava. Ampak tudi na celo telo deluje protibolečinsko. Ja, boli me. Ta točka je zelo zdravilna, kot da bi šli na en sprehod, cirkulacijo nam sproži. Torej, to lahko uporabimo tudi potem, če imamo hladne roke? Ja, tudi lahko. Super, no se bomo, to so pa res take praktične rešitve in se lahko na jih naučimo. Torej, samo če ponoviva, vaš centri se nahajajo kje? V Ljubljani. Kje točno? Na Drenikovi ulici, v Novem mestu, na Ljubljanski ulici
in v Novi Gorici na ulici Tolminskih puntarjev. No, potem pa lahko seveda tudi obiščete njihovo spletno stran www.center.tkm.si ali pa pokličete našo gostjo zdaj na telefonsko številko 01 589 6636 in vam bo seveda vrnila klic, če bi radi vprašali, kako deluje kitajski holistični pristop na vašo bolezensko stanje oziroma težavo, ali pa seveda izkoristite enostavno popust, ki vam ga ponuja naša gostja oziroma za ta dva bona, torej za 3 terapije ali diagnostični pregled, ali pa 2 terapiji, ali pa pregled, masaža in akupunktura, tako da imate možnost bonov za vas ali pa za vaše bližne. Že zdaj lahko kupite, ne? Namesto potem konec decembra, ko boste iskali darilo. Tako da hvala lepa, da ste v bistvu z nami delili vso to holistično znanje, ki ste ga pridobili. Veliko premalo je ena oddaja, ampak ja, vas lahko naši gostje oziroma gledalci tudi pokontaktirajo. Hvala lepa. Hvala vam. No, zdravijo pa tudi neplodnost, ne? Ravno jutri bomo imeli to temo v naši oddaji, tako da vabljeni, da se nam pridružite. Mateja pa vam lahko v drugem delu oddaje pomaga tudi z energijami, tako da ostanite v naši družbi in seveda tudi tekom drugega dela oddaje še lahko izkoristite popust za bona, ki vam jih podarja naša gostja. Pa lepo zdrav!